Zanimivo, da smo mogli letos dejansko menjati studije celo, ne? Glede na to, da smo šele začenjali. Juvan, koliko dela je bilo s tem? Daj opiši svoj dan, oziroma dva. To logistiko predstavljanja opreme. Safar. Mislim, Marko, ti si bil, prvič, ko sta šla skupaj. Prvič si bil, si nekako videl, kakšen Safar je to postavljati, pa Sisyfovo delo, pa ko bo kaj stalo, pa kako bo izgledal, pa... Mislim, se že tu, ko pogledaš, kako imaš postavljeno vse to, Juvan. Se že zato se rabiš zbuditi, ne 4 ure prej, oziroma 4 ure prej začneš postavljati. Ja, 3 ure, bi sem vstal, pa sem zrihtal, pa sem začel postavljati. Pa že to, da sem en dan prej 1 uro, bi se sestavil določene dele, da nisem zjutraj hitel. Medtem ko za ta drug studio se porabil en dan, pač dejansko dan prej, ne? In pa še voziti to v Ljubljano. Potem še... Ja, v bistvu moram vse spakirati, vse naložiti v avto, najmanj 1 rundo. V svoj beli kombi. Ja, svoj beli kombi, ja. In zložiti, v bistvu tam razstaviti, v bistvu tam sestaviti. Ja, no, ni tako simpelno, ampak sej za posebne primere, za ljudi s posebnimi potrebami vse. Ja, zakaj 2 studija? Ker preprosto nismo imeli prostora v našem majhnem studiu, da bi lahko gostili 4 komentatorje plus 4 goste. Na začetku, seveda, če imaš enega gosta, ni problema. Ali pa 2, ne, 2 sta tudi še šla. 2 je nekako še maksimum za naš majhen studio, potem pa smo mogli začeti iskati alternative, ker ne samo, da smo jih v bistvu mi želeli, ampak na koncu je Gaiden se razvil do te točke, da so sami se želeli v bistvu prideti pa pokazati pač svoje delovanje. Ne? Recimo Something Cosplay nas je kontaktiral, da bi želeli predstaviti svoje delovanje. Eldfall tudi. Ker so pa preprosto bili 4, smo mogli najti neko ureditev. Oni so bili cool. Pogrešaš. Ti pogrešaš board game, ne laži. Se niso razpadli, še vedno so tam, kjer so bili. Si že pokopal. Prepričan sem, da nekoč v prihodnosti bomo lahko spet povabili in bomo objemov in dobiš tisto energijo nazaj. Predstavljal bi si, da Mofocon bi moral pač tudi ta del board game nekako upeljati v svoje delovanje. Ja, pa se lansko leto je, ne? No, če jih je lani, jaz mislim, da so Eldfallovci pač eni največjih proizvajalcev namiznih iger v Sloveniji, da nekako 1x1, da jih povabiš na tak dogodek. To je bil recimo en velik dosežek, da smo lahko v bistvu alternirali. Pa pazi, veš kaj je za moje pojme največji dosežek. Da imamo zdaj 2 blazini. Koliko je rit bolela po vsakem nobene nismo imeli na začetku. V prvi epizodi ni bilo blazin. Začetni podcasti. Potem po enih 7-8 epizodah smo upgradali na 1 blazino, zdaj imamo 2. Ja, skrbim za vaše nežne ritke, ne? Mislim, če oni si tam vzame svoj gamerski stol, on tam lepo uživa, mi pa tu trpimo, še gostje, koliko so bili strti v koncu. Mi smo običajno tisto blazino, ki smo jo imeli, smo pač donirali gostu. Ja, v začetku, ja.